Dobro jutro, ura je 7 zjutraj, danes je nedelja, zdaj se odpravljam, grem snemat podcast na pot, danes prvič, da grem delat sam, tako da se ful veselim. Danes vas bom vzel s sabo, bomo naredili en vlog in kmalu vam bom zaupal oziroma razkril, kam gremo in od čega bo ta vlog. Gremo. Evo, še enkrat lepo pozdravljeni v tem vlogu. Jaz sem zdaj lih na avtocesti, tako da zdaj je ena fajn priložnost, da si kaj povem, kaj se bo dogajalo danes. Jaz res upam, da je kamera v fokusu, nimam pojma, tako da upam, da ja, če ne boste pa Hana in Nik, boste to editala, boste malo popravljali se stvari. Zdaj, da vam na hitro povem, kam grem, zdaj se vozim proti Ljubljani, natančneje v Radomlje. In grem eno delavnico, potem pa še posnet podcast. Danes grem prvič sam na pot in sploh prvič sam snemat podcast. Ponavadi je bilo zmeraj, tako da smo jaz ali pa vsaj Nik, ali pa Hana, ali pa oba. Danes se pa tako naneslo, da nekako grem sam gor. Tako da malo sem nervozen. Predvsem zaradi snemanja, ker jaz nisem ta tech guy, ponavadi boste vse to Nik in Hana, tako da upam, da bom znal vse to uštimat, da bo lepo steklo. Pa me tudi zanima, kako bo prvič snemat podcast z nekom sam, ker ponavadi zmeraj se pravi, da smo bili v dveh ali pa treh od zadaj. In če ne druge je malo bolj podpora, čutim podpori z druge strani kamere, da bo vse v redu, pa tudi nekaj čutim, da mi Hana pa Nik držista nek prostor, da se lahko tudi potem jaz prostim in tako da bo zanimivo, kako da danes izpadlo. Je pa pole padla ideja včeraj strani Nika, da bi lahko naredil danes še vlog, glede na to, da bo taka zanimiva izkušnja, zanimiva delavnica. Tako da, evo, bomo videli, kako bo to ratalo. Kot res. Ja, tisti, ki gledate ta vlog, dajte nam prosim napisati ali pod komentarje ali pa mogoče nam pošljite kakšno osebno sporočilo, kako se vam zdi ta format, če vas je zanimivo spremljati, če vam je zanimivo gledati in spremljati take behind the scenes. Mogoče bomo v preteklosti, če bo to dobro izpadlo in če bo zanimivo nam in vam, bomo mogoče več tega delali, tako da dajte nam povedati. Ok, mogoče je fajn, da zdaj še povem, kaj grem sploh danes. V bistvu je ful zanimiva zgodba, kako je prišlo do tega, da danes grem snemat podcast v živo. V bistvu mi smo zdaj v procesu organiziranja dogodka Dan dobrega počutja, ki bo potekal v začetek maja v Vili Lipovže v Goriških Brdih. Tako da sem ful excited glede tega, ker je moja želja že par let, da bi organiziral nekaj v živo pred publiko in tudi da bi nadgradili te vsebine z podcasta z nekim dogodkom v živo. Tako da zdaj smo se zbrali ekipca, ki zdaj to organizira. V bistvu Dan dobrega počutja bo potekal tako, da bo kot nek konferenčni dogodek. Smo naredili letni šipi. Tu ne gre v vlog. Ali pač. Dan dobrega počutja bo konferenčni tip dogodka, na katerega bomo povabili različne govorce, različne mislice in tudi content creatorje s področja dobrega počutja, zdravega življenja. Zdaj smo v toku rihtanja mislecev in govorcev, tako da jaz in potem tokom tega so mi predlagali ekipa, s katero sodelujemo,
da bi bil ful dober predavatelj, govorec Emil Ledenko. Jaz moram priznati, da Emila predtem nisem poznal, ampak potem sem prečakiral in mi je bilo ful všeč to, kar dela. In potem sem tudi kontaktiral, če me bil pripravljen sodelovati v našem dogodku. In se takoj odzval in je rekel, da je takoj za. To je zanimivo. Prijaš v Vrhniku, kar naenkrat drug svet, iz sonca v meglo. Neverjetno. Ja, Primorci nismo navajeni tega. No, v glavnem, jaz prej Emila nisem poznal, ampak sem ga potem kontaktiral in se tako odzval, rekel, da bi z veseljem bil pripravljen sodelovati. Potem so se slišala preko Zoom kola, ampak je nekako nanesel tako, da lih takrat, ko bomo mi izvedli ta dogodek, ima tudi on svoj retreat. In potem je padla ideja, da bi pa mogoče posneli podcast. In takrat je pole Emil dal to idejo, da naj pridemo ekipa podcasta na delavnici njegovo, ki jo ima v bistvu to nedeljo. In potem, da bomo posneli še podcast, tako da bojo frišne izkušnje in lahko pole neki uživo povem tega. Jaz sem to idejo predstavil Miku in Hani, ampak ona dva nista bila preveč excited, ker nista za take stvari. Meni je bilo pa ful všeč. No, tisti, ki še ne poznaste Emila Ledenka, mogoče nekateri mogoče nekateri ne. V bistvu on se ukvarja z terapijami ledenih kopeli, ledeno kopanje, ledene kopeli, mrzli tuši, ledeni potopi. Tako da danes grem na eno izmed njihovih delavnic. Najprej gremo v Radomlje, kjer bo delavnica, mislim, da dihanja, se pravi, bo učil, kako se mentalno in dihalno pripraviti na potop. In potem gremo v Kamniško Bistrico, kjer bo sledil potop. Jaz zadnje leta ful prakticiram mrzlih tušov, vsaj parkrat na teden grem pod mrzl tuš, kar je sem videl ful benefitov na počutje in zdravje in splošno. Letos sem rekel, da bom tudi več hodil v ledeno vodo, v mrzlo vodo, ampak nekako mi ni uspelo. Nazadnje sem bil tam nekje oktobra, novembra sem bil v Soči, ampak takrat je bila Soča še razmeroma topla. Nisem topla, imela je 13 stopinj. Glede na to, da bo danes Kamniška Bistrica imela, predvidevam, tam 3-5, je tisto toplo. Tako da to je prišlo lih pravno, ker tudi jaz sem rekel, si želel, oziroma sem dal namen, da bi letos več tega delal. Tako da to je super, pa bom imel zdaj kakšna moja izkušnja z Emilom. Bom lahko tudi pole uporabil to znanje, ker sem bom dobil danes za naprej. Prej sem študiral, ali sem ki nervozen pred ledeno vodo ali ne, mislim, da ne. Trenutno še ne, ampak vem, da poleg, ko bo zaid noter, bo pa sigurno stisnemo. Ampak takrat bo samo itak treba jeti čez ta odpor in strah. To je bistvo pri ledeni vodi. Težko je iti noter, ko si enkrat noter, ko reš čez tistih prvih 30 sekund, ker je res težko, pole je pa se umiri, telo se umiri in padaš v neko globoko sproščenost, tako meditativno stanje, kjer bi lahko pole bil večno, ampak je fajn za vsaj tam do 5 minut, ker potem v 5 minutah je že lahko nevarno tudi za zdravje, sploh na taki ledeni mrzli vodi. V bistvu bolj nervozen sem pole glede pogovora, ker ne vem, kako bojo funkcionirale stvari, ker prvič grem sam snemat, pa prvič bom snemal s kamere direkt na računalnik, tako da upam, da bom vse vštemal, da bo snemalo in da bo vse tudi dobro. To je to za enkrat in se vidimo na delavnici. Hej. Evo, mi smo zaključili prvi del delavnice, ura je 1 popoldne, 13. Men, to je bilo pa dolgo, intenzivno. Sem mislil, da bo samo na hitro predstavil dihanje in bomo več delali na mrzli vodi, ampak je bila 3-urna delavnica o dihanju. Se pravi, prvo je govoril Emil o pomenu dihanja, potem je predstavil 4 različne sprostitvene tipe dihanja, se pravi dihanje za aktivacijo parasimpatika, ki nas pomiri, ki deluje protistresno. Potem smo šli vsako skozi, vsako delali
tako da tisto smo delali prvo uro bilo predavanje, drugo uro, 1 uro smo poleg delali te sprostitvene tehnike dihanja in potem zdaj zadnjo uro smo delali pa aktivacijske tipe dihanja, fora Wim Hof, hitro dihanje, globoko dihanje in na koncu je bilo prav težko že, ker smo se toliko prenadihavali, ampak zdaj sem še malo ven sebe, tako da še kafe spijem do konca, kar ga imam, tako da zdaj gremo proti Kamniški Bistrici in zdaj bo sledil potop, tako da je pa to prav zdaj prava zima, ne. Na Goriškem nimamo snega, tle je pa odlično mrzlo, lepo vreme, pa še sneg, tako da top. Popolnoma sprosteni, sprosteno dihate, zavzesko dihate. In dovolite, da vas sploh. Evo, potop je končan, jaz sem se zdaj v avtu že malo sehrel, tako da ful dobra izkušnja. Ko sem že prej omenil, kadar greš tu mrzlo vodo, na začetku te malo stisne, malo je šok za telo, pero poleg predihavaš tisto in greš čez tisto, je pa ful dober feeling, prije do tistega globokega mira in si samo tam v trenutku, ful dobra izkušnja. Tako da voda je imela nekje 4 stopinje, rekel Emil, tako da je pa hkrati tudi ful enih spominov, tle ti kraji. Jaz sem 2 leti igral odbojko v Kamniku, ta prvo leto sem tudi živel tle v Kamniku, tako da ti kraji so mi ful lepi, ful enih spominov. Tudi Kamniška Bistrica, ful lep kraj, nazadnje sem bil tle 6-7 let nazaj, še z mojo bivšo, tako da ful enih spominov, ful lepi kraji, pa še ta prav zimsko vzdušje, se pravi lepo vreme, mraz pa sneg, ka na Goriškem ni v meni prdih. Zdaj gremo še Emilu posnet podcast in glede na to, kar sem slišal na delavnici, imam občutek, da bo ful v redu, se ful veselim, tako da. Evo, zdaj smo lih konc s podcastom, smo posneli ful zanimiv, dober pogovor. Z Emilom sva govorila od pomena dihanja, kako premagati odpor do sprememb in zakaj, kakšen je pomen mrzle vode, ledenih kopeli in kako začeti s tem, kako si z dihanjem pomagati iti čez ta strah do ledenih potopov, ledenih kopeli in številne druge tematike. Tako da ful zanimiv podcast, mislim, da vam bo všeč, tako da ga kmalu pričakujte. To je to, jaz se počas odpravljam, duh, pester dan, fajn nedelja, ampak tudi pestra, sem ful kar utrujen, se mogoče se vidi, sem energetsko prav down. Tako da to je to za ta vlog, zdaj vas pozdravljam, zdaj grem nekaj pojest, pa pičem nazaj domov, tako da se vidimo, upam, da vam je bil ta vlog všeč. In to je to, se vidimo vsedič. Čau.